Prijeten in predvsem zdrav pozdrav iz oddaje s farmacevtom za zdravje, ko je zopet v naši družbi magister farmacije, specialist Bojan Madjar. Lep pozdrav, Bojan. Pozdravljeni. Mislim, da v zadnji oddaji sva govorila nekaj o testih, ki se dajo dobiti za testiranje. Seveda gre z virusom SARS-CoV-3 oziroma CoV-2, takole moram se popraviti, ki se dobijo sedaj v lekarnah, kar ste dobili neko dodatno nalogo, in možno dobiti, s katerimi načinom preverimo s temi testi okužbo na koronavirus. Pravzaprav nam lahko poveste, za kakšne teste gre in kaj dokazujejo? Ja, gre za tako imenovane hitre antigenske teste, ki dokazujejo prisotnost določenih proteinov, se pravi delcev virusa, ki so značilni za, v tem primeru, virus SARS-CoV-2, s katerim potem dokažemo ali pa ovržemo prisotnost. Se pravi, dokazujejo neko potem seveda posledično tudi okužbo z tem virusom, ki zdaj povzroča torej to epidemijo oziroma pandemijo COVID-19. Zdaj, osnovno vprašanje je, pa ne bova o zarotah in tem, koliko lahko tem testom zaupamo, ker že tudi govorimo, hitri testi, ki nam jih upravljajo zdravstveni domovi, v bolnišnicah, so bojda tako, govori se, ampak pustimo govorice, tudi hitri testi tam potem narekujejo, če je pozitivno, da gremo na tisti pravo testiranje. Koliko lahko tem testom zaupamo? Ja, relativno dobro jim lahko zaupamo, seveda najprej ob predpostavki, da smo testiranje izvedli na pravilen način. To je še največja težava, kar se tiče vseh teh testiranj, ko jih izvajajo tako imenovani laiki, se pravi, ko ga ne izvaja strokovno osebje. Kajti vseeno postopek je malce specifičen, mogoče za koga res zapleten in vsak izmed korakov, če ni pravilno narejen, potem seveda lahko prispeva k temu, da dobimo lažno pozitivno oziroma lažno negativen rezultat. Drugače pa, ko govorimo o testih, govorimo o specifičnosti in občutljivosti. Zdaj, specifičnost testov je kar visoka, to so res visoke podatke, tam tudi 99% in podobno, kar je zelo, zdaj občutljivost pa malo manj. Kar se tiče občutljivosti, je pa tako, da PCR testi so tu zelo dobri. Zato ponavadi tudi potem, ko ta test pokaže, hitri antigenski test, nek pozitiven rezultat, se gre na PCR, da se to še potrdi. Občutljivost je pa pač manjša, se pravi, gre za teste, ki res zaznajo točno ta virus in ne drugega, ampak problem pa je, ker mora biti dovolj delcev virusa, da ga sploh zaznajo, kar pomeni, da se še najbolj obnesejo takrat, ko smo mi kar fajn bolni. Se pravi, mogoče malce preden se ti simptomi zelo izrazijo, same bolezni, pa mogoče prvih nekaj dni, takrat, ko smo res bolni. Ko je veliko virusa prisotnega tam, kjer vzorec vzamemo, to je pa nosna votlina, ker ti testi so namenjeni, da vzamemo vzorec iz nosu. Zdaj, pred začetkom šolskega leta je država, bova rekla, ponudila osnovnošolcem višjih razredov in srednješolcem te teste, za katere so brezplačni. Drugi, če želimo to, moramo kupiti, individuumi. Je pa res, da bi bilo morda fajn povedati, koliko testov pravzaprav tovrstnih, rekli ste, da se vam potem še predstavlja, v škatlici je 5 testov, koliko jih dobijo dijaki, koliko jih dobijo učenci pri vas, to, kar krije seveda zavarovalnica? Na tržišču je kar nekaj proizvajalcev, ki nudijo te teste, tako da, kar se tiče teh testov, lahko izdamo torej tem upravičencem. Tiste, ki jih je nekako država opredelila, so zapisani v centralni bazi zdravil, tako da tam se lahko preveri, kateri so taki, ki jih lahko izdamo. Načeloma, eden od primerov je tale, tudi test, ki jih imamo v pomurskih lekarnah, smo naredili to javno naročilo, razpis in potem
pač trenutno imamo te teste pri nas. Tukaj bi opozoril, gre za medicinsko-tehnični pripomoček oziroma za medicinski pripomoček, ki mora ustrezati določenim normativom. Proizvajalec to dokaže. V primeru, da gre za teste za samotestiranje, mora proizvajalec dokazati, da je test pač primeren preko nekega pooblaščenega laboratorija in to potem lahko dokaj hitro preverimo, recimo, če kupimo ta test na ta način, ker je tukaj CE oznaka, zraven je pa številka, 4-mestna številka, ki nakazuje neko številko laboratorija, ki je to preveril. Tako da pač testi morajo biti res preverjeni. Mi smo imeli že nekaj mesecev nazaj tudi teste, ki smo jih potem dobavljali različnim organizacijam, ker ko gre za teste, ki jih pa uporabljajo strokovnjaki, potem pa lahko proizvajalec sam dejansko to zagotavlja, ker tisti ponavadi so malce bolj problematični glede uporabe. Drugače pa ja, ponavadi proizvajalci nudijo teste pakiranje po 5 ali pa po 1. Zdaj trenutno mi izdajamo teste, kjer so pakirani po 5, zaenkrat je tudi na podlagi uredbe oziroma pravilnika tako, da vsak pač upravičenec lahko dobi 5 testov ob enkratnem dvigu. Zaenkrat je narejeno tako, vse na začetku šolskega leta je bilo, da bi naj to veljalo za mesec dni. Se pa seveda že sedaj tudi je govorilo o tem, da bo mogoče frekvenca testiranja čez čas pogostejša, tako da bomo videli, kaj bo prihodnost prinesla. Ja. To je škatlica z 5 testi, pravzaprav kako izgleda, kaj je notri. Vidim pa, da je tu zunaj potem zadeva predočena. Pravzaprav, kako se pravilno izvede postopek testiranja? Bojan, boste na meni ali boste na sebi ali pa kar tako obrazložili, kako se napravi ta samotest? Ja, lahko malce opišem. Prav izvedla ne bova, ker sam postopek traja nekje 25 minut. V tem primeru, kot sem dejal, lahko so različni. Tile testi se lahko malce razlikujejo med sabo, sam postopek, ampak načeloma pa gre za dokaj podobne zadeve. Jaz bi res predlagal, da se v miru doma prebere. Ta navodila so v slovenščini, so tudi tako slikovno opremljena. Tudi recimo za tale test, ko ga trenutno mi imamo v Pomurskih lekarnah, je proizvajalec pripravil video prikaz, tako da se lahko še tam na spletu vidi. Načeloma je v testu ena taka palčka za odvzem vzorca, potem ena epruvetka z raztopino pufra, potem je pa noter tudi še spakirana testna ploščica. Tukaj bi res opozoril, ker je v tem testu v tej škatlici 5 testov, da tik pred uporabo potem odpremo posamezen test, ker če je to dalj časa nekako zunaj, potem lahko tudi prihaja do napačnih rezultatov. Se pravi, testna ploščica je pa tista, na kateri preberemo rezultat testiranja. Ponavadi pa poteka testiranje tako, da za to palčko nekako 2 do 4 cm sežemo v nosnico, v obe, najprej eno in potem malce okrog poberemo po nosni sluznici, kar je pač gor, in seveda upamo, da če je virus prisoten, da ga tudi dovolj poberemo, se pravi v eno in drugo nosnico to naredimo in potem to palčko potopimo v to raztopino pufra. Tukaj malce tudi premešamo, nekaj časa je treba počakati, zdaj odvisno od testa. Kako dolgo? V tem primeru minuto. Lahko je pa tudi palčka v tekočini. To je treba preveriti za posamezen test, ker kot rečeno jih je kar nekaj in se lahko malce razlikujejo. Pustimo, ne mešati, ampak lahko malce pomešamo in potem je ta prirejena tudi tako, imamo še en nastavek, da potem damo tisti nastavek gor in nam omogoča dejansko kapljanje potem te raztopine na testno ploščico. Tukaj imamo eno okence, v katero 3 do 4, v našem primeru 4 kapljice nakapamo v to testno okence in potem čakamo. Počasi ta raztopina potuje preko tega polja. V bistvu sta 2 polje, eno označeno z črko T, drugo pa C. Eno je testno polje, drugo je
kontrolno polje. V vsakem primeru se mora obarvati C polje, ker to nakazuje, da smo test pravilno izvedli. Če se pa obarva še polje T testno, pa pomeni, da smo pozitivni. Se pravi, noter je bil je bil ta protein, antigen, na katerega je potem odreagiralo ta reagent. Seveda je pa neka barva, taka črta nastane bolj ali manj izrazita. Je pa res, da za to je treba počakati tam, odvisno spet od testa do testa, ponavadi je pa 15-20 minut, v tem času se mora pokazati. Če pozneje se kaj pokaže, ni več veljavno, ne. Če pa čakamo premalo časa, potem pa tudi lahko pride do lažno negativnega rezultata. Jaz bi svetoval, da vedno to izvajamo z čistimi rokami, v čistem prostoru. Mislim, ne, tako farmacevtsko čistega ne moremo doma zagotoviti, ampak na neki ravni površini doma, kjer ni glih umazanije okrog, v miru, da je tudi na ravni, da je predvsem ta ploščica vedno na ravni podlagi, da si vzamemo čas in to testiranje potem izvedemo. Če ga izvedemo kot rečeno, na pravilen način, mu lahko tudi bolj zaupamo. Kaj je pa še tale vrečka zraven? V tej vrečki je ravno tale ploščica noter, ja. Ampak to je vse tako sterilno tudi pakirano, tako da res vse... Da se tik pred zdajci potem to... Ja, tako. Je pa, ko sem zdaj poslušal 20-25 minut, kar precej časa vzame, recimo našim srednješolcem ali pa osnovnošolcem, morajo biti kar potrpežljivi, morda toliko prej ustati, ali pa kakorkoli. Tako da to ravno ni priljubljena zgodba, bova rekla, mladi, ki radi zjutraj dolgo spijo, recimo, prej gre v šolo, če se potestirajo. Tako da je to. Slišali smo, kar ste povedali, srednješolci, osnovnošolci dobijo seveda prek zdravstvenega zavarovanja zadevo zastonj. Zaenkrat takšni količini, kot ste povedali, za mesec dni, 5 testov v škatlici. Kaj pa mi ostali? Če bi želeli, se da kupiti v lekarnah, pa si kupimo zadevo, da svojo varnost pa doma včasih potestiramo. Seveda se da. V tem primeru je res treba paziti, ko sem prej že omenil, da kupimo test, ki je res namenjen za samotestiranje splošni populaciji, ker obstajajo tudi testi, ki so namenjeni testiranju v zdravstvenih organizacijah, ko ga strokovno osebje izvede. Se pravi, da ima ustrezen certifikat v lekarnah, seveda potem lahko dobite tudi take teste, ki jim lahko zaupate. Te teste mi smo prodajali že prej tudi, in so ljudje tu pa tam prihajali in so jih kupili, tako da to je bilo možno že prej, že nekaj mesecev so dejansko v Evropski uniji na tržišču, in verjetno bodo v prihodnje tudi še nekaj časa aktualni, tako da vedno je možno to kupiti. In zdaj še morda takole ob koncu tisto pomembno vprašanje, ali ta test nekako velja kot recimo PC test dokazilo. Verjetno ne, ker tam dobimo neko potrdilo stroke z štempilko, to pa sami doma delamo, bržkone to ne moremo zdaj, recimo nekje zahtevajo vstopu v državo, PC test, pa mi pokažemo, da smo si to doma naredili. Bržkone je to premalo, ne? Ja, zdaj, če bi prav tako tehnično gledali, dejansko je ta test podobno tisti hitri antigenski testi, ki jih izvedejo recimo v organizacijah, ki to izvajajo. Neke razlike v specifičnosti in občutljivosti ni. Je pa res, da seveda se smo videli tudi v naši državi, da so ljudje zelo iznajdljivi in vedno iščejo neke možnosti, kako prevarati sistem, hvatati krivine. Tako da verjetno tudi zaradi tega se odločijo, da se to ne počne na ta način. Saj, veste, spomladi so te teste dobili lahko učenci že v šolah. Koliko se jaz spomnim, mislim, da je moj sin bil edini v razredu, ki ga je vzel. Takrat, sedaj pa kar prihajajo ljudje, ker vejo, da ima zaščitni neki namen tole, oziroma... Ne, bolj mislim, ker se vidi, kdo je dvignil. Sedaj je na posameznika test predpisan. Vprašanje je, koliko ljudi, ki vzame test, potem tudi to testiranje doma naredi. To je še vedno na samozaupanju. Kot rečeno, ti testi, hotel sem to povedati, ti testi so kvalitetni. Primerjavi tudi z drugimi hitrimi antigenskimi testi, ampak vedno je pa možnost, da ponarediš, da sploh ne narediš testa, da testiraš nekoga drugega.
In to zaupanje je pa verjetno problem, da tega ne morejo narediti. Smo dobili v lekarnah vprašanje, ljudje so razlagali tam, kjer so se testirali za Avstrijo, mislim, da imajo tako neko aplikacijo, da poslikajo tole kodo, ko naredijo testiranje, naložijo in jim potem ta test velja skoraj da enakovredno, kot če bi se testirali v neki organizaciji. Pri nas tega ni. Te teste, ki jih naredimo, so informativni, bi pa poudaril v vsakem primeru, če naredimo test in pokaže pozitiven rezultat, je treba obvestiti zdaj, če gre za učenca oziroma dijaka ali pa študenta, se pravi, ali pa kogarkoli, seveda v vsakem primeru, da obvestimo zdravnika, ker nas bo potem poslal na PCR testiranje, ampak v tem času pa domnevamo, da smo pozitivni, tudi res in da ne gremo v šolo, ne gremo v službo, ne gremo na fakulteto, pač pa počakamo doma, dokler nimamo potem potrdila, ali smo ali nismo pozitivni. Tako da na to pa res paziti, da ne bi po nepotrebnem potem prihajali v organizacijo in širili okužbe. Hvala za tale pojasnila, zelo zanimiva, tudi zame je to nekaj novega, tudi prvič. Čeprav govorimo včasih o tem, vidim, kako zadeva to je, vidimo po televiziji, morda z kakšnih posnetkov, tako da še enkrat hvala za obisk, za pojasnila. Bojan Madjar, magister farmacije, specialist Pomurskih lekarn, in vam, cenjeni gledalke in gledalci, seveda tudi hvala za pozornost. Upam, da ste ujeli kaj zanimivega. Morda, zakaj pa ne, poskusite tudi vi s tem hitrim samotestiranjem, ampak zdravja vam predvsem želim, da ne bo treba tega samotestiranja. In srečno do prihodnje oddaje s Farmacevtom za zdravje.